Dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je pol 8. In nadaljujem z primerom določenih polarnih definicij, ki smo jih sprejeli vase, po katerih smo začeli živeti, ki so postali del našega avtomatičnega podzavestnega odzivanja in zaradi katerih se v nas povzročajo podzavestne čustvene reakcije. Pa za začetek primer zelo pogosto uporabljene polarne definicije, torej lepo in grdo. Ko rečemo, da je nekaj lepo, ko vidimo nek predmet in rečemo, ta predmet je pa lep, ta lepota je subjektivnega značaja, je naša lastna definicija, naša lastna obsodba in nikjer ne boste našli v slovarju, da piše, da tisto, kar smo definirali kot lepo, da je dejansko lepo. Ali da je nekaj grdo. Zakaj potem, kako to, da potem ustvarimo v našem umu tako definicijo? Običajno je to zato, ker smo od nekoga izven nas v svoji preteklosti prevzeli to definicijo, to prepričanje. Recimo, da smo brali nek časopis ali neko revijo, v kateri je bil nek članek o recimo neki obleki, da je določen kroj obleke sedaj v modi in da je potem ta oblika obleke sedaj lepa. In članek je napisal velik modni priznani strokovnjak, modni kreator. In potem smo mi začeli to verjeti. Mi smo tisto, kar je napisano, sprejeli kot resnico, kot del našega programa. To prepričanje smo pa sprejeli zato, ker smo definirali to osebo, tega modnega kreatorja, kot neko strokovno eminenco. Torej smo mu dali večjo vrednost, veliko vrednost, kot ostali ljudje, ki zatrjujejo drugače. In zato smo mi to njegovo prepričanje sprejeli kot resnico. In potem, ko vidimo neko obleko, ki je enaka ali podobna, kot je bila na fotografiji v tem članku tega modnega kreatorja, se v naši podzavesti sproži primerjava in če ustreza slika te obleke z obleko, ki smo jo videli, se s tem to nekako poklopa in potem to obleko začnemo definirati kot lepo, ker je enaka ali zelo podobna tisti obleki, ki jo je opisal modni kreator kot modno in lepo. Če pa vidimo neko obleko, ki je zelo drugačna, ki je v nasprotju z modnimi smernicami, ki jih je opisal ta kreator, potem pa lahko neko obleko začnemo definirati kot grdo, ker ne ustreza tem merilom, temu standardu, ki smo ga sprejeli vase. Torej, to so take primerjave, tipične,
za katerimi mi potem stalno v naši notranjosti presojamo, ali smo na osnovi določenih prepričanj, določenih idealov opazili neko stvar in ali ustreza idealu lepega ali grdega. V resnici pa je seveda tako, da so čisto vse obleke svojevrstne, so samo določene oblike, določene barve in nobena od oblek ne more biti ne lepa, ne grda, ampak je samo svojevrstne oblike. V trenutku, ko torej nek predmet opazimo in ga definiramo kot lep ali grd, smo zapadli v slepilo uma, pričeli smo stvari idealizirati in s tem smo povzročali konflikt v našem umu, ki nam potem povzroči čustvene reakcije. Če smo nek predmet definirali kot lep, povzročimo konflikt, ker smo začeli ta predmet poveličevati, mu dajati večjo vrednost in zato se sprožijo energije, trenja, ki jim mi rečemo dobri občutki. Če pa smo nek predmet opazili in smo ga definirali kot grdega, potem smo ta predmet podcenjevali, smo mu znižali vrednost v primerjavi z ostalimi delčki stvarstva in kot posledica takega konflikta se povzroči v našem umu energija trenja, ki rečemo slabi občutki. Tako dobri kot slabi občutki pa so v bistvu ista energija, so energija trenja, konflikta v našem umu in je samo drugačne vibracije in jo potem mi čutimo kot pozitivno ali negativno, kot slabe ali dobre občutki. Ta energija pa je v osnovi samo uničevalna, kajti za proizvajanje te energije se potrebuje materijo, snov iz našega fizičnega telesa in na ta način naš uničuje naše lastno fizično telo. Tako da to priporočam, da ste pozorni na to, kdaj definirate nekaj kot lepo, kot grdo, da ne boste več povzročali konfliktov in uničevali vašega lastnega fizičnega telesa ali celo povzročali konfliktov v odnosih z drugimi ljudmi, ko boste svoje prepričanje želeli drugim vsiliti in jih prepričevati, da je to absolutna resnica, kar pa seveda ni res. Je subjektivno prepričanje oziroma laž, ki nima veze z univerzalno fizično realnostjo. Hvala za pozornost in nasvidenje.